Monika Rogelj, kustosinja v Gorenjskem muzeju, je pred kratkim doktorirala iz lokalne teme o Kranju, pa seveda zdaj lahko sama pove kaj več. Kaj je bilo raziskovalno vprašanje, kakšne so ugotovitve? Naslov doktorske disertacije je bilo zaposlovanje v industriji Kranja v 60. in 70. letih 20. stoletja. Namreč industrializacija je najmočneje zaznamovala razvoj mesta in širšega okolja Kranja v teku 20. stoletja. In posledice teh dejstev, tega razvoja je tudi današnja podoba Kranja, tako v gospodarskem kot družbenem in socialnem smislu. Zato še prav posebej pa tudi zaradi zapisov sodobnikov, ki so že v 60. 70. letih pisali o negativnih posledicah prekomernega zaposlovanja. Tako da me je to še prav posebej začelo zanimati, tako da sem na podlagi arhiva poročil Zavoda za zaposlovanje Kranj si nekako oblikovala eno tako širšo sliko ugibanja delovne sile, potreb po delovni sili v največjih tovarnah, ker nekako moramo vedeti, v Kranju so delovale 3 zelo velike tovarne, 2 tudi pomembne v vseslovenskem okviru, torej Iskra in Sava. In obe tovarni sta imeli izdelke široke potrošnje in zato se je njihova proizvodnja ves čas širila in seveda potrebe po dodatnih delavcih so bile vedno večje od načrtov, kar se je tudi izkazalo potem, ko sem pregledala arhivske vire, družbene plane, občine, kako so nekako to potlej udejanjali v praksi. In nekako kadrovske razmere v teh tovarnah, ki sem jih natančneje obravnavala, so pokazale, da so tovarne pri svojih dejanskem zaposlovanju skoraj vedno presegle kadrovske načrte. Tako da je nekako pregled dejanskih razmer na terenu nekako pokazal, da je bilo zaposlovanje zelo pomemben dejavnik gospodarskega in tudi družbenega razvoja Kranja v drugi polovici 20. stoletja. Še en vidik je verjetno zelo zanimiv, ne. Kranj se je seveda zaradi teh novih delavcev, ki so prihajali od zunaj, ne, povečeval, tudi v smislu števila prebivalstva. Kako so pa to reševali? Ja, seveda moramo poudariti, da je vir delovne sile v Kranju usahnil že sredi 50. let, vsekakor pa na začetku 60. let. Zato so stalno prihajali delavci iz drugih slovenskih pokrajin, v 70. letih je pa že skoraj polovico novo zaposlenih so predstavljali tisti, ki so prišli iz drugih jugoslovanskih republik. No, in tudi pri raziskavi me je posebej zanimalo, kako so nekako podjetja reševala to nastanitev svojih zaposlenih oziroma kakšna je bila vloga in pri zaposlovanju in seveda pri delovanju podjetij. Tako da se je izkazalo, da so vse tovarne, ki so imele velike potrebe po delavcih oziroma so načrtovale veliko dodatno zaposlovanje za stanovanjsko gradnjo, vedno namenjale veliko več sredstev, kot je bilo pa to zakonsko določeno s temi stanovanjskimi prispevki. In vsekakor pa kljub intenzivni gradnji tako v mestu, novih stanovanjskih sosesk, še zelo intenzivna je bila pa tudi gradnja v okoliških krajih, od koder je tudi veliko delavcev prihajalo, pa kljub temu nekako ni zadoščalo za vedno večje potrebe tako v obravnavanem času kot do konca 80. let. Še enkrat čestitamo in hvala lepa. Hvala.